Pozdravljeni, z moje strani. Naša tiskovna konferenca danes je na temo mladih, ki v bistvu na naših plečih nosimo breme tistih, ki so nekaznovano ustvarjali finančne luknje in seveda v sferi zdravstva zdaj te pravice zmanjšujejo, finančno breme pa prilagajo na vse nas. Danes bom podala izjavo jaz, Sara Berglez-Zajec, predsednica Nove generacije SNS. Na moji desni sedi Senta Domjan, ki bo predstavila tudi širšo tematiko nezaposlovanja mladih. Na moji levi pa Jernej Čeligoj, tajnik Nove generacije, ki bo na koncu še podal vabilo na naš programski kongres, ki se bliža v prvi polovici novembra. Pa bi kar začela. Torej, Slovenija, kot sem že dejala, v resni situaciji in prav vsi moramo prispevati k krpanju finančnih lukenj, ki so nastale po dolgoletnem in nekaznovanem praznjenju strani določenih posameznikov in seveda ne tistih, ki moramo to breme danes nositi na svojih plečih. In ker moramo tudi mladi jemati to breme na svoje pleče, čeprav v zdravstveno blagajno prispevamo v smislu medgeneracijske solidarnosti, se nam zdi enostavno nesprejemljivo, da se enostavno povečuje prispevke, dejansko se pa nikakor ne trudi za to, da se sprejmejo korenite reforme, ki so potrebne, da se pregledajo odlivi, ki odtekajo nenadzorovano in se polnijo samo določeni in zelo v malem številu žepi. In zato se nam zdi, da namesto hitenja v privatizacijo in amerikanizacijo zdravstva je nujno potrebno, da uravnovesimo in naredimo resne posege v odhodkovno stran in ne samo v prihodkovno. Ne razumemo, zakaj se tako hiti, da ta zakon obravnavamo po hitrem postopku, saj mora biti premišljen in seveda tudi utemeljen. Res je, da najbolj pogrešamo korenite ukrepe in zelo pozdravljamo idejo in prve korake Zdravstvene zavarovalnice Slovenije, da je že združila zdravila za posamezne skupine bolezni in tako postavila cenovni okvir, ki ga krije zavarovalnica. Upamo, da se bo ta korak nadaljeval in da bomo kmalu imeli poleg skupine za bolezni želodca tudi druge skupine. Žal pa moram reči, da so zdravila še vedno veliko dražja, kot so drugod po Evropi in da je treba še področni zakon tudi na tem področju korenito spremeniti. Narediti je potrebno še veliko. Predvsem pa pozivamo, da poleg takšnega zakona, ki ga predlaga vlada danes, oziroma ki ga bo jutri obravnavala na svoji seji, premislijo tudi o ukrepih, kot so reforma javnih naročil v zdravstvu po načelu pogajanj z najcenejšimi in najugodnejšimi ponudniki, namesto preko predragih veledobaviteljev. Zdi se nam nesprejemljivo, da so materiali, ki se potrebujejo za delo v zdravstvu, kupljeni preko sistema javnih naročil veliko dražji, kot pa so možno dobiti jih v maloprodaji. Prav tako so ti materiali tudi vedno slabše kakovosti in zdravstveno osebje, ki se s tem srečuje, se resno sprašuje, kam to pelje. Potem je tukaj prosta nabava aparatur in določene medicinske opreme na trgu. Zaščitenost teh veledobaviteljev, ki v Sloveniji zagotavljajo to opremo, je zelo velika. Zdravstvene ustanove zaenkrat smejo nabavljati opremo le pri registriranih dobaviteljih v Sloveniji, kar seveda omogoča kartelno dogovarjanje, saj so takšni dobavitelji le 3 ali 4 in nekako dvigujejo konstantno cene, ki so ne samo visoke, ampak tudi totalno neprimerljive z cenami po drugod v Evropi. Takšne aparature bi lahko po veliko nižjih cenah nabavili na prostem trgu v Nemčiji ali kje drugje, preprosto prevedli navodila v slovenščino in seveda privarčevali ogromne količine denarja. Reforma plačevanja zdravljenja oziroma posegov po skupini diagnoz. Vidimo, da je znesek, ki ga zavarovalnica plača za opravljeno storitev, enaka,
za določeno bolezen, naprimer za operacijo dimelske kile ali kaj podobnega. Če to operacijo oziroma poseg zdravljenja opravi zasebnik v ambulanti ali pa če se opravi v bolnišnici. Seveda, zasebnik ima v tem delu veliko manj stroškov, s tem bolnišnično zdravljenje pa za sabo potegne še hospitalizacijo, stroške dodatnih zdravil in dodatnih terapij. Oba dva pa prejmeta isti denar za opravljen poseg. Tako se seveda na eni strani večajo luknje v bolnišnicah, ki so že tako finančno v stiskah in ki imajo dolge časovne dobe, po drugi strani pa v bistvu zasebniki prejmejo večjo količino denarja v primerjavi z delom, ki so ga opravili. Potem je tukaj omejitev števila brezplačnega vlaganja vlog za invalidsko upokojevanje. Trenutno lahko posameznik vsakih 6 mesecev vloži vlogo za invalidsko upokojitev in seveda mora vsakič imeti s seboj ažurne in sveže izvide specialistov in tako po nepotrebnem podaljšuje čakalne vrste v že tako preobremenjenih specialističnih ambulantah. Tako predlagamo, da bi se ti specialistični pregledi brezplačno omejili na določeno število, torej na primer 3-krat lahko vložijo brezplačno, potem pa bi seveda morali te preglede plačati. Tako bi se tudi znatno zmanjšali časovni roki za pregled in seveda strokovnost bi lahko bila večja. Tukaj moram pa še enkrat poudariti, da sem nekako razočarana tudi nad razpravo na odboru, saj se nam mladim zdi nujno črtanje 2 členov, ki omogočata, da se rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj, ki se seveda izkazovale v preteklosti kot posebna postavka rezerv iz dobička, prenesejo na kapitalske rezerve. Zdi se nam povsem nesprejemljivo, da je zavarovalnice te premije, ki jih plačujemo za dodatno zavarovanje, le v slabem delu namenijo dejansko za zdravstvene potrebe zavarovancev, vse ostalo pa prerazporejajo v druge dejavnosti. Sicer je zaenkrat nekako obljubljeno, da se bo kmalu sistemski zakon na tem področju uredil s tem, ko bomo ukinili dodatno zavarovanje ter uvedli seveda obvezno zavarovanje, ampak že da se to do sedaj dogajalo, se nam zdi absolutno nesprejemljivo in slaba popotnica v zdravstvu, ki ima vedno večjo luknjo, po drugi strani pa nudi za denar davkoplačevalcev vedno manj in slabše storitve. Mladi smo tisti, ki v zdravstvu želimo tudi delati. Da je pereč problem nezaposljivosti mladih zelo aktualen, je stanje tudi v zdravstvu veliko pripomoglo k temu. Konec avgusta 2014 je bilo v evidenci brezposelnih oseb 197 doktorjev medicine, 13 doktorjev dentalne medicine in 15 doktorjev medicine specialistov. Veliko se govori o tem, da je v Sloveniji preveč mladih zdravnikov, ter da se v bolnicah potika preveč starih zdravnikov, ki zasedajo delovna mesta mladim. Vendar pa so takšne informacije le pesek oči, ki žal prikriva žalostno resnico. V Sloveniji je po zadnjih dostopnih podatkih OECD namreč povprečje 2,4 zdravnika na 1000 prebivalcev, medtem ko je povprečje vseh drugih držav OECD 5,1. Slovenija je s tem daleč na repu teh držav, samo 3 države, med njimi je tudi Turčija in Poljska, so slabše in imajo slabše povprečje kot pri nas in seveda se tudi, da potreba po zdravnikih je veliko večja. Po medijih je tudi zelo veliko informacij, da bolnišnice, zdravstveni domovi bi želeli zaposlovati, imajo preveč pacientov, čakalne vrste so dolge, vendar za to ni denarja oziroma ne dobijo odobritve za te zaposlitve. Toliko o tem, da je preveč zdravnikov. Pa če pogledamo še mesta za specializacije, tako prepotrebne s strani bolnikov in tako zaželjene strani mladih zdravnikov. Brez njih zdravniki seveda ne morejo opravljati poslanstva. In vidimo, da povprečna specializacija traja od 4 do 6 let. Minimalna 4 leta za družinsko terapijo oziroma psihiatrijo, ter seveda 5 za interno, 6 za kirurgijo.
v vsem tem času mlad zdravnik ne sme opravljati svojega dela samostojno, potrebuje vedno ob sebi mentorja, starejšega zdravnika. In tukaj je seveda izredno pomembno, da so v bolnišnicah in da so pripravljeni prenašati svoje znanje. Po drugi strani pa bi bilo vredno razmisliti tudi o tem, da bi se vsaj del obsega delovnih nalog lahko odobrilo, da v tem času upravljajo delo sami. In tako bi v bistvu lahko specializanti vseeno upravljali del manj zahtevnih in manj tveganih, seveda, zdravstvenih storitev. Če se malo še osredotočimo na število razpisanih specializacij, kar je tudi eden od glavnih vzrokov, seveda poleg pomanjkanja denarja za zaposlovanje, za brezposelnost mladih zdravnikov. Razpis za specializacijo razpiše vedno Zdravstvena zbornica Slovenije. Razpiše ga za določeno regijo in sicer po eno mesto. Na to dejansko bolnice nimajo velikega vpliva in to je v bistvu od zgoraj in od zelo oddaljenega mesta iz Ljubljane načrtovanje kadrov za bolnišnice v drugih delih Slovenije in seveda stran od institucije, ki bo te kadre zaposlila. Razpisano mesto se ocenjuje glede na priporočilna pisma, seveda glede na ocene, glede na članke strokovne, ki so objavljene v literaturi, ter na pismo, oziroma pojasnilo, ki ga seveda napiše prijavitelj. Ker je teh mest za specializacije zelo, zelo malo, se mladi zdravniki v želji, da bi lahko čim prej opravljali svoje poslanstveno delo, množično prijavljajo kar na vse razpise. S tem pa v bistvu ne premislijo, zakaj so najbolj nadarjeni, zakaj čutijo svoje poslanstvo. In v tej smeri potem ni vedno racionalno razporejen določen mlad zdravnik na specializacijo tja, kjer bi v bistvu najbolje opravljal svoje poslanstvo. Problem je, da imajo mladi veliko znanja, vendar pa ga dolgoročno ne bodo mogli upravljati zaradi sistemskih in papirnatih preprek, ki jih morajo opraviti, in tudi strani bolnice oziroma zaposlovalca zdravstvenega doma je to težko, saj nekako dobijo mačka v žaklju. Velikokrat imajo srečo, kdaj pa tudi ne. Lepo bi bilo, če bi lahko tako delodajalec kot mlad zdravnik izbral področje, v katerem bi pristal in v katerem bi res lahko prispeval k boljšemu in bolj kvalitetnemu dolgoročnemu zdravstvu. Za konec bi rada še enkrat poudarila, da mladi plačujemo v blagajno zdravstveno v smislu medgeneracijske solidarnosti. Dejansko smo mi tisti, ki trenutno najmanj potrebujemo zdravstvene storitve, zdravila, nasvete in v bistvu vse usluge, ki jih zdravstvo nudi. Nimamo pa nobenega vpliva na to, kam gre naš denar, kakšna je višina, in nesprejemljivo se nam zdi tudi to, da dobre predloge, kot so recimo bili amandmaji, ki smo jih predlagali na tiskovni konferenci 22. oktobra, niso niti dobro premislili in da zavračajo dejanska dejstva in na račun bolnih otrok, ki jim v tujini ne bodo želeli plačati spremstva in ne poti, nekako varčujejo tam, ko že tak ali tak mladi imamo manj stroškov in manj nekako izčrpavamo to blagajno. Na račun bolnih otrok, ki jih je zelo malo in ki v tujino odhajajo, res tisti, ko potrebujejo to, je to nesmiselno. Po drugi strani pa, če bi dali več denarja za specializacije, za dobre službe pri nas, v tujino sploh ne bi rabili iti. Da bo o tem v prihodnosti odločala zavarovalnica in nek višji institut, potem je jasno, da na papirju takšnemu otroku dejansko, kakor bo pomanjkanje denarja, tega nikoli ne bodo nudili. Še vedno je čas, da na jutrašnji obravnavi resno premislijo, kako bodo glasovali o tistih členih, ki so še odprti, in da v bistvu naredijo red in začnejo sistemsko urejati vse zakone v sami vsebini, ne pa samo pavšalno, kdo in koliko bo plačal. Najlepša hvala. Predajam besedo gospodični Senti.
Hvala. V novi generaciji podmladkov Slovenske ljudske stranke smo na visoko brezposelnost mladih opozarjali že v zadnjih dneh maja o podpisu zaveze jamstva za mlade. Brezposelnost postaja čedalje hujši in večji problem naše države, katera se niti toliko ne potrudi, da bi omogočila lažje življenje malega človeka in dala brezposelnim zaposlitve. Ti brezposelni, med njimi je veliko tudi takšnih, ki jih osebno poznam, so si delo poiskali v tujini, ker jim le-ta lahko nudi tisto, kar jim naša država ne more ponuditi. Poleg tega, da obstaja velika nevarnost, da bo naša država postala še starejša, kot je že znana potem, jim naša vlada dodatno otežuje vsakodnevno življenje. Zvišuje davke na nepremičnine, krade davčne olajšave za delavce migrante, ki delajo v tujini, viša cene za vinjete ter trošarine pri naftnih derivatih. Vlada Republike Slovenije bi morala spodbujati mala podjetja, da bi le-ta lahko začela na dolgi rok zaposlovati mladino. Na brezposelnost mladih pa smo se pogovarjali tudi v podmladku Evropske ljudske stranke. Nedavno smo se namreč udeležili sveta predsednikov podmladka Evropske ljudske stranke in tam podpisali Jobs Declaration oziroma deklaracijo za službe, zaposlitve ter se zavezali k uresničevanju načrta s 3 koraki oziroma 3-step plan. V Sloveniji imamo širši problem, kot se nam zdi. Zaposljivost mladih otežuje tudi študentska dela. Kolikokrat se namreč zgodi, da mlad diplomant ali maturant poklicne srednje šole ne more dobiti zaposlitve, saj je študentska delovna sila poceni in vedno na voljo. Ravno tu bi morala Vlada Republike Slovenije ukrepati in postaviti omejitve študentskega dela v smislu delovnih ur ali višine dohodka. Potem bi študentsko delo nekoliko omejili in priložnost za zaposlovanje mladih bi se povečala. Nikjer drugje v Evropi ne obstaja študentsko delo takšno, kot je pri nas. V Sloveniji je za študente torej na debelo poskrbljeno. Še omogočeno jim je, da status študenta vlečejo tudi do 30. leta starosti, ampak potem lahko nastane malo večji problem. Seveda se moramo tudi mi mladi zavedati, da so sedaj prišli novi časi, kjer bo potrebna velika samoiniciativnost. A tega ne morejo uporabljati v praksi, saj jim država zakoni ne omogoča lažjega prehoda iz študentskega življenja v življenje mladega in perspektivnega delavca. Želela bi poudariti, da bomo v novi generaciji v bližnji prihodnosti naredili velike korake za malega človeka in poskrbeli, da se bo brezposelnost začela nižati. Naš osnovni cilj je poskrbeti za mlade, saj ima tudi Vlada Republike Slovenije od tega levi delež, torej denar za pokojnine in pa uspešno cvetoče gospodarstvo. Hvala. In še Jernej, prosim. To, kar sta do sedaj povedali Senta pa Sara, je le začetek. Delček naših prizadevanj za boljši jutri nas mladih. Več o našem programu in nadaljevanju dela nove generacije podmladkov Slovenske ljudske stranke pa na kongresu, ki bo potekal 9. novembra v Ivancih v Prekmurju od 10. ure dalje, kamor ste vsi lepo vabljeni. Hvala. Je možno kaj več pojasniti?